Pogosto dobivam maile, ki nimajo nobenega podpisa, in pogosto dobivam maile strank, kako generirati svoj podpis za mail. In danes ti pokažem ne samo, kako generirati svoj podpis, katere informacije vključiti, katerim se izogniti, ampak sem ti pripravila tudi predlogo, ki jo lahko snameš na spletni strani, link bom pustila spodaj, in enostavno izpolniš svoje podatke in dodaš kot podpis za svoj mail. Torej najprej čisto na kratko, kaj imam v mislih s tem podpisom. S tem podpisom imam v mislih tisti delček maila, ki je običajno čisto spodaj in vsebuje tvoje osnovne podatke, osnovne kontaktne podatke. In kaj ti svetujem, da ta delček vsebuje? Ime, priimek, potem tvoj naziv oziroma s čim se ukvarjaš. Če želiš tukaj dodati neko malo daljšo besedilo, pazi, da ne bo daljše od 3 do 4 vrstic. Torej spletna stran, telefonska številka, dodaš pa lahko tudi kakšen link, ki pogosto pride prav. Naprimer, oddaj povpraševanje, če pač to ni preko tega maila. Potem lahko dodaš linke do svojih družabnih omrežij, na katerih si seveda aktivna, in pa dodaš lahko tudi svojo fotografijo, logo ali pa pač brez, kar ti je udobne. Zdaj ta fotografija lahko naredi zelo dober prvi vtis, ker da prejemniku občutek, da se že nekako kar malo poznate, kar pač vidi, kako približno izgleda. Kaj pa ne vključevati v ta podpis, pa je torej e-mail naslov, ker z njega pošiljaš in je ta podatek čisto odveč. Velikokrat se zgodi, da za podpise marsikdo uporablja kakšne brezplačne online generatorje, ki ti generirajo podpis, vendar pa zraven dodajo tisti mali napis, da je to bilo narejeno z brezplačnim generatorjem pa če se da se ta napis odstrani. Če pošiljaš maile pa iz mobilnika, je pa fino izključiti, kar je običajno vključeno, da je mail poslan iz mobilnika, ne vem, iz iPhona ali podobno. Nekateri sicer to zagovarjajo, da je dobro, zaradi tega, ker prejemnik, če pač v mailu več tipkarskih napak, prejemniku je potem jasno, zakaj. Ampak nekako zagovarjam, da vseeno, iz katere naprave pošiljaš maile, je dobro, da pač nimate ogromno teh tipkarskih napak, zaradi tega v bistvu se mi zdi bolje, da ta napis odstraniš in ga nadomestiš s svojim podpisom. Da bo pa vse še veliko lažje, sem pa zate pripravila tudi brezplačno predlogo, ki jo lahko snameš na spletni strani. Link bom pustila spodaj. To predlogo snameš, izpolniš s svojimi podatki in jo potem lahko enostavno uporabiš. Kako lahko uporabiš to predlogo in kako dodati podpis v tale mail, pa ti bom pokazala. Zdaj, ko imaš izbrano predlogo z sliko ali z brez, jo lahko enostavno odpreš v svojem brskalniku, tako vidiš, kako ta predloga izgleda. Seveda želiš vse te podatke nadomestiti z svojimi. To narediš tako, da HTML odpreš z običajnim urejevalnikom teksta, torej z čim bolj navadnim urejevalnikom teksta. Torej zdaj, kar moraš ti zamenjati, je torej nadomestiti samo svoje podatke. To so podatki, kot je ime in priimek, ki ga najdeš tukaj. Potem je naziv, s čimer se ukvarjaš, najdeš tukaj, torej grafično oblikovanje. Enostavno zamenjaš torej samo besedilo, ki je med značkama, recimo v tem primeru med značkama i. Torej zamenjaš samo to besedilo. Potem dodaš lahko še svojo spletno stran. Tukaj napišeš besedilo, tukaj, kjer je torej www.mut.si. To je besedilo, ki se bo prikazalo, da bo pa v bistvu link aktiven, torej da se bo s klikom na res odprla stran, je pa potrebno dodati še celoten URL, ki ga vpišeš tukaj, kjer sem ti z velikimi črkami napisala. Torej med tema narekovajema. Zdaj, če imaš še kakšen drug link, kot je na primer zahtevaj ponudbo, lahko tukaj potem vpišeš samo URL, ki bo, potem pa so tukaj spodaj družabna omrežja. To so omrežja, kjer je potrebno vpisati samo URL oziroma link do tvojega profila na posameznem omrežju. Zdaj, da je vse lažje, sem ti to pripravila tako, da sem ti nastavila značke, ki povejo, kje se ta omrežje v bistvu začne in pa konča. Se pravi, za Instagram značko, to so te ikonce spodaj, torej ta ikonca
za Instagram se torej začne od tukaj in pa do tukaj, kjer je Instagram konec. Zdaj, kje upišeš URL, je torej upiši URL za Instagram. To besedilo v bistvu zamenjaš samo z Instagram URL-jem. Zdaj, če ti pokažem, kaj mislim s tem, potrebno je torej samo kopirati ta URL in ga potem samo tukaj prilepiti. Na koncu samo še potem shraniš in imaš v bistvu v predlogi, če osvežiš stran, lahko potem vidiš, da ta URL kaže na moj profil Instagrama. Ni nujno seveda, da imaš vse ta omrežja, če katerega ne želiš imeti ali če želiš zamenjati vrstni red. Torej, če želiš recimo odstraniti, da recimo nimaš Twitterja, poiščeš, kje se Twitter začne, kje se Twitter konča, označiš celotno to besedilo in ga enostavno pobrišeš. Potem torej shraniš to datoteko in če sedaj spet to predlogo refreshamo, vidimo, da tukaj ni več Twitterja. Če bi pa želeli zamenjati vrstni red, torej če razveljavim te spremembe, da bi recimo bil Twitter na prvem mestu, ga pa pač samo enostavno označiš celotno označko, lahko izrežeš in če želimo dati pred Instagram, lahko samo torej prilepiš in je potem Twitter na prvem mestu. To bi recimo potem se takoj videlo tudi tukaj v prilogi. Torej, potrebno je zamenjati še torej fotografijo, ali jo zamenjaš za svojo fotografijo ali jo zamenjaš z svojim logotipom, je čisto tvoja izbira. Kako to narediš, je, da v bistvu vse, kar potrebuješ, je torej link fotografije oziroma fotografijo, ki je javno dostopna. Zdaj, če uporabljaš kakšno družabno omrežje, lahko tam, lahko Google Drive, lahko na Dropboxu, kjerkoli želiš. Naprimer, v tem primeru sem jo jaz vzela kar iz svojega Twitter profila, torej, da sem kliknila na fotografijo in se je odprla moja večja fotografija. Sem samo kopirala link. Ali pa če jo imaš mogoče na svoji spletni strani na blogu, jo lahko tudi od tam kopiraš. Nato pa odpreš torej našo predlogo in fotografija se nahaja tukaj v znački img kot torej image, lahko pa iščeš tudi po besedi profilna. Tukaj imaš torej atribut src, ki potrebuje celoten URL fotografije. Torej, ta URL zamenjaš z svojim, zdaj v tem primeru je enak, shrani in prikazala se bo tvoja fotografija. To pa je v bistvu tudi vse, kar je potrebno urediti predlogo. Lahko seveda še po želji dopolniš, spremeniš ali karkoli narediš. Kar je potem naslednjo, kar je potrebno narediti, je torej, da podpis dodaš v svoj mail. V Gmailu dodamo podpis pač tako, da odpreš predlogo, označiš vse, potem daš samo copy oziroma kopiraj. Torej, sedaj dodamo podpis recimo še v Gmail in sicer greš pod nastavitve in takoj pod splošno od spodaj imaš možnost podpisa. Tukaj, če imaš izbrano brez podpisa, torej nimaš podpisa, izbereš to za podpis, klikneš na polje, izbereš torej prilepi oziroma paste, potem še klikneš shrani spremembe in naslednjič, ko daš novo sporočilo, imaš torej že svoj nov podpis. Tako, sedaj pa imaš svoj podpis pripravljen. Upam, da ti bo dobro služil. Če imaš še kakšno vprašanje, če se ti kje zataknilo, pa mi le piši. Se vidimo naslednjič. Čau!